Spoštovani, lep pozdrav. Kar precej natančno poročilo o tem, kaj se je danes dogajalo na vladi glede mojega področja, je podal že predsednik vlade. Dovolite pa mi vseeno, da še bolj konkretiziram nekoliko širšo sliko na Ministrstvo za obrambo oziroma v Slovenski vojski. Na ministrstvu sledimo ciljem strateškega pregleda obrambe, ki smo ga naredili v letu 2016 in ga je vlada sprejela leta 2016 v decembru. Najpomembnejše za izboljšanje pripravljenosti so dodatna finančna sredstva, vlaganje v kadre in vlaganje v opremo. Potrebno pa je seveda nadoknaditi zelo velik primanjkljaj iz preteklih let. Ta vlada je zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov in jih postopoma povečuje. Ni in po predvidevanjih ne bo v klubu tistih držav zaveznic, ki za obrambne izdatke namenjajo največ, sledi pa dogovorjenim ciljem. Predvideno razmerje 20% obrambnih izdatkov za investicije bomo po načrtih, če seveda ne bomo preveč ovirani pri svojem delu, dosegli že v letu 2021. Pričakovanje zaveznic je v letu 2024. Vlada je v času mojega mandata, ko je kriza res v izvenevanju in imamo veliko gospodarsko rast, njenih učinkov pa ne občutijo še vsi ljudje in vsi resorji, za Slovensko vojsko namenila znatno več sredstev. Prvič po letih pravzaprav jemanja sredstev. Če pogledamo v letu 2015, ko sem maja nastopila mandat, so obrambni izdatki znašali 361,4 milijona evrov. V času mojega mandata so se vsako leto zviševali. Če pogledamo skupaj realizacijo in plan 2018, bo zagotovljenih glede na 2015 dodatnih 87,2 milijona evrov za obrambne izdatke. Velikokrat smo že pojasnili odprodajo nepotrebnega premoženja. Se pravi, iz namenskih sredstev smo v letu 2018 prinesli iz preteklega leta sredstva v višini 9,4 milijona evrov, trenutno znašajo že 11,5, predvidena ocena do konca leta je 23,2 milijona evrov. Torej v času mojega mandata bo tako iz integrale kot namenskih sredstev za obrambo namenjenih 92,7 milijona evrov za obrambne izdatke. Res pa je, ta sredstva je potrebno učinkovito porabiti. Če pogledamo plače, v letu 2015 je bilo za plače namenjenih 200,8 milijona evrov. V letu 2016 in 2017 smo porabili glede na leto 2015 dodatnih 21,7 milijonov več. Za pretekle obveznosti, govorimo o odškodninah zaradi nerazporejenih ur in neizkoriščenega odmora na mednarodnih operacijah in misijah, smo v preteklih 2 letih namenili 9,5 milijona evrov. Skupaj je bilo torej namenjenih prejemkom zaposlenih v Slovenski vojski 38,3 milijona evrov več v letu 2016 in 2017 v primerjavi z letom 2015. Glede tekočih stroškov in investicij, v letu 2015 je bilo namenjenih 62,4 milijonov evrov za tekoče stroške in investicije. Glede na leto 2015 smo v 2016 in 2017 realizirali za 120,3 milijona evrov več. Če pogledamo razmerje med plačami, tekočimi odhodki ter investicijami, se spreminja tako, da bomo po planu v letu 2018 namenili že 16% tudi za investicije. Za izboljšanje pripravljenosti je seveda ključna učinkovita poraba sredstev. Pri tem bi izpostavila predvsem, glede na tematiko, problematiko, sredstva vložena v uniforme, strelivo ter ostalo opremo. Za uniforme smo porabili v obdobju 2015-2017 14,1 milijon evrov. Plan 2018 je dodatnih 7,2 milijona evrov. Za strelivo v preteklem obdobju 5,1 milijon evrov, plan v 2018 je še dodatnih 3,9 milijonov evrov. Tako smo skupaj oziroma bomo investicijam namenili v obdobju 2015-2018 dodatnih 97,7 milijona evrov. Kar se tiče vseh ostalih ukrepov, pa bi se dotaknila tistih zame najpomembnejših. Vseskozi opozarjam vlado in tudi parlament,
na stanje Slovenski vojski, da je potrebno vlagati tudi v kadre, da ni dovolj vlaganja samo v opremo. Takoj na začetku svojega mandata sem imenovala posebno delovno skupino, katere naloga je popolnjevanje Slovenske vojske. O ukrepih smo tako z vami mediji, kot tudi v parlamentu že velikokrat govorili. Opozarjala sem jasno, glasno, javno, da je potrebno izboljšati plače vojakom in da je nujno potrebno urediti tudi položaj vojaka po 45. letu. V ta namen smo pripravili nov zakon o obrambi in zakon o službi Slovenski vojski. Sodelovali so pri njuni pripravi strokovnjaki, pravniki, tako iz Slovenske vojske, kot tudi upravnega dela ministrstva. Tudi naredili smo potrebne predstavitve zunanjim zainteresiranim oziroma stroki. Zahtevno je bilo medresorsko usklajevanje. Zakona je vlada potrdila, sedaj sta obtičala v parlamentu. Če bi že veljala ta zakonodaja, bi vojaki, ki so zaposleni za določen čas, tisti, ki prihajajo ali ki so že v sistemu, dobili okoli 3000 evrov več letno in država bi morala zagotoviti zaposlitev za vojake po 45. letu. Dotaknila bi se sedaj tega, kar smo danes obravnavali, to je poročila o ocenjevanju 72. brigade Slovenske vojske po metodi Kreval. Ponovno potrjujem, da sem za poročilo izvedela iz medijev. Poročilo je označeno z stopnjo zaupnosti NATO Restricted. Na mojo zahtevo mi je namestnik načelnika predstavil poročilo včeraj ob 11:30 uri. Javnosti smo pojasnili, da želim najprej predsednika vlade, tudi kolege ministre, seznaniti z tem, kaj se je zgodilo in da potem komentiram tudi navedbe v medijih. Generalštab pod vodstvom načelnika je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje Slovenski vojski. Svoj temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog in med to spada tudi načrtovanje in razvoj sil, organizacija, usposabljanje, delovanje vojske, sam razvoj zmogljivosti, predvsem usmerjanje tudi izobraževanja in usposabljanja. Metoda Kreval je namenjena preverjanju pripravljenosti enote za delovanje in se uporablja za preverjanje vseh zmogljivosti, ki morajo doseči končne operativne zmogljivosti. In v preteklosti smo jo uporabili že večkrat. Taka preverjanja so zahtevna. Izvede se jih na koncu večmesečnih priprav, ko so poveljniki prepričani, da je enota na takšnem nivoju usposobljenosti, da je smiselno izvesti tudi preverjanje po najbolj zahtevnih NATO-vih standardih. Dosedanji načelnik se je odločil, da se izvede preverjanje 72. brigade prav v tem času in ob tej pripravljenosti. V drugem delu usposabljanja, ki je trajalo več kot leto in pol, so pridružili še eno četo, ker so, tako so mi povedali, z Bruslja dobili odgovor, da drugače tako ali tako ne bodo dobili pozitivne ocene po metodi Kreval. In morali bi vedeti, da se četa v tako kratkem času ne more uspešno integrirati med vse ostale. V poročilu, ki sem ga prejela, je bilo navedeno, da rezultat ni bil presenečenje. To ste izvedeli tudi vi neposredno iz ust Slovenske vojske. Menim, da je nesprejemljivo, da smo pravzaprav povsem po nepotrebnem vojake izpostavili ponovno negativni oceni, zlasti v očeh slovenske javnosti. In tega si ne zaslužijo. In preudaren poveljnik pošilja v boj vojake za to, da zmagajo. Kakšni so sedaj ukrepi? Generalštab bo opravil poglobljeno analizo, izdelal načrt ponovnega usposabljanja, poseben poudarek bo moral biti namenjen poveljevanju. Ocenjevalna komisija je ob vsakem izmed poglavij predvidela tudi posebne ukrepe. In če pogledamo področja, ki so bila ocenjena z dobro, so bila področje opreme in materialnih sredstev, vzdrževanja in popolnjevanja. Danes je vlada na moj predlog razrešila načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Andreja Ostermana
in na mesto novega načelnika imenovala dosedanjega namestnika, generalmajorja Alana Gederja. Povečanje vlaganja v Slovensko vojsko bi se morala poznati pri določenih korakih v pravo smer. Verjamem, da bo novi načelnik s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pripomogel k izboljšanju Slovenske vojske. Seveda, prav tako ob veliki podpori ministrstva, vlade in celotne slovenske politike. Vesela sem, da je sprejel ta izziv, ki ne bo lahek. V času mojega mandata se pravzaprav velikokrat nisem oglasila v medijih. Želela sem strpno v hiši, pod hišo menim tako Slovenska vojska kot tudi upravni del ministrstva, reševati zadeve, izzive, kljub temu, da so zadeve curljale v javnost in da so nekateri posamezniki izvajali velik politični pritisk. Tokrat pa je bila škoda povzročena neposredno vojakom, zlasti njihovemu ugledu v javnosti. Odločitev, da predlagam menjavo, sem sprejela po tehtnem razmisleku. Odločitvi so podpora tudi ugotovitve strateškega pregleda obrambe. V vsem tem času ni bilo izboljšave glede voditeljstva v Slovenski vojski in zato danes odločitev takšna, kot je. V prihodnje moramo vse napore usmeriti zlasti v zagotavljanje kakovostnega in stabilnega voditeljstva na vseh nivojih. Novemu načelniku seveda želim uspešno delo. Svoj kritični pogled na stanje v Slovenski vojski, tudi na Ministrstvu za obrambo, je izpostavil tudi že v javnosti. Verjamem pa, da bova lahko skupaj v teh prihajajočih mesecih, ki so še ostali, naredila pravi korak v pravo smer. Kot je bilo rečeno danes na vladi, v čim krajšem času bom skupaj z novim načelnikom predstavila še bolj konkretne ukrepe, tudi vladi, predsedniku vlade in seveda tudi vrhovnemu poveljniku. Najlepša hvala. Suzana Perman-Poptova, gospa ministrica, zakaj niste načelnika zamenjali že mnogo prej? Niste želeli ali niste mogli, so bili politični pritiski, vemo, da je nad vami še vrhovni poveljnik Slovenske vojske, torej predsednik Borut Pahor. Ali drži, da se sam ni strinjal z zamenjavo Ostermana? In pa predvsem, kaj ste zdaj naredili, ko ste v bistvu njegovega namestnika predlagali, bo resnično kaj drugače, če pa je namestnik, se pravi tudi sodi v ožji del vodstva, in predvsem, če bi ravno gospod Alan Geder moral biti tisti, ki bi vam moral že minuli teden v času odsotnosti Ostermana, menda je bil na dopustu, posredovati vse te rezultate, da jih ne bi izvedeli preko medijev. Hvala lepa. Po mojem vedenju je bil načelnik prisoten, prejšnji načelnik, se pravi generalmajor Osterman, prisoten ob preverjanju, tudi na Počku. Tako da je bil v Sloveniji, tudi v teh dneh je bil tukaj, na ministrstvu, sam je podpisal tudi že določene dokumente, kaj je potrebno narediti naprej. Tako da je imel možnost obvestiti me. Vprašanje pravo je tudi, kako je poročilo, ki je označeno za NATO Restricted, preko do ministra prišlo do vas medijev. Glede ostalega, glede menjave, zakaj ne že prej, lahko priznam, da bi mogoče kljub nasprotovanju morala že prej to narediti. Nasprotovanje koga? Politike? Moj stavek bi se končal s piko, tako kot sem povedala. Kar se tiče pa tega, da je Geder namestnik načelnika generalštaba, smo pa se ob tem, ko mi je podajal poročilo in ko sem pravzaprav tudi preverjala, kakšna je njegova vizija razvoja Slovenske vojske za naprej, ga povprašala tudi, kakšen je način sodelovanja med njim in pravzaprav bivšim načelnikom. In povedal mi je, da velikokrat, žal, po njegovem mnenju bi moral biti, pa ni bil vključen v sprejemanje najzahtevnejših odločitev, ki jih je generalštab Slovenske vojske predlagal Ministrstvu za obrambo, vladi, parlamentu. Tako da verjamem, da bo v prihodnje to se bistveno spremenilo. Vem, da je načelnik generalštaba tisti, ki sprejema nase svojo odgovornost in tudi predlaga, vendar vseeno menim, da se mora posvetovati z najožjimi sodelavci in oblikovati strokovno najprimernejšo rešitev, ki je najboljša tako za Slovensko vojsko, obrambo in državo nasploh.
Nuša Barjanja, TV Slovenija. Vaš strankarski kolega poslanec Matjaž Han je zjutraj dejal, da si želi, da bo zdaj novi načelnik se v bistvu bolj ukvarjal z vojsko kot pa s politiko. Slišali smo, da je zadeva nekako ta dogodek na nek način spolitiziran. Predsednik vlade je prej dejal, da je to, bom rekla, prehitro ocenjevanje, javno in namerno samo ponižanje vojske. Torej, zakaj po vašem mnenju je dejansko prišlo, ste dobili kak odgovor, zakaj je prišlo do tega ocenjevanja že zdaj februarja, ko skupina ni bila pripravljena, in prej ste dejali, v bistvu bi mogoče morali vztrajati na menjavi načelnika prej. Koliko se dejansko čutite zdaj odgovorno za to, kar se je zgodilo? Zagotovo vojska ve, kakšna so preverjanja po metodi Kreval, in na to bi morala biti pripravljena. Zakaj je načelnik sprejel odločitev, da se to preverjanje naredi sedaj, tudi mogoče v takšnih vremenskih pogojih, kot so zunaj, zakaj ne kasneje, glede na to, da so naknadno dodali še eno četo, ki se zagotovo ni mogla v takem kratkem času integrirati v ostalo. Pričakujem odgovor tako od komisije, ki je sama izvajala ocenjevanje, predvsem pa od vseh, ki so načrtovali to. Tega odgovora še nimam. In kot me sprašujete glede moje odgovornosti, menim, da nisem odgovorna zaradi tega, ker v tem delu, ki se je nanašalo na naloge ministrstva za zagotavljanje opreme, za zagotavljanje finančnih sredstev, se pravi vzdrževanje in popolnjevanje, je ta enota, ne glede na to, da se res srečujemo z problemi na vseh teh področjih, predvsem tudi zaradi manka iz preteklih let, je bilo po oceni Kreval to področje ocenjeno z oceno dobro. Ni bilo z odlično, bilo je z oceno dobro. Vemo, da ne moremo biti odlični. Še ne. Ampak zagotovo sredstva so bila namenjena, možnost je bila, in v sklopu tega bi se morali poznati koraki na bolje. Ne bi želela zdaj komentirati, ali gre za politično ali kakršnokoli drugačno vmešavanje. Zagotovo sama se velikokrat gibljem med vojaki, sami mi rečejo tisti, ki imajo po liniji ping čin vojak. In slišim njihovo razočaranje, ker menijo, da dobro upravljajo svoje delo, tisto, kar je v njihovi moči, da zagotovo pa je potrebno nekako urediti celotno piramido. Hvala, Svetina Nova 24, gospa ministrica Katič, če smo eno vprašanje. Pravzaprav razmere v Slovenski vojski so že dlje časa katastrofalne. Predsednik Borut Pahor je že v zadnjih 2 letih nekako podal svoje poročilo, da je pač pripravljenost vojske v času miru zadostno, medtem ko v času vojske oziroma vojne nezadostno. Zdaj, nekateri strokovnjaki za nacionalno varnost opozarjajo, da je seveda glavni problem kadrovska podhranjenost, pa tudi premajhni finančni prihodki za vojsko. Zanima me, v kakšni meri ste tukaj morda kot ministrica odgovorni vi, ali gre tu res samo za prelaganje odgovornosti, to so očitki, ki letijo na vas? Če bi me poslušali v uvodu, sem pojasnila, da je ta vlada zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov, se pravi, zaustavila trend padanja tega, da vse vlade jemljejo finančna sredstva vojski, kot je bilo v preteklosti. Da je ta vlada namenila tudi znatna dodatna finančna sredstva Slovenski vojski in da bi se to moralo že nekje poznati. Seveda z majhnimi koraki, še kar nekaj časa ne bomo nadoknadili pravzaprav milijardnega primanjkljaja, ki je bil narejen v vsem tem času, ampak zagotovo je ta vlada naredila korak naprej. To nam priznavajo tudi v zavezništvu NATO, to nam priznavajo tudi v Evropski uniji. In v sklopu tega sem povedala tudi, da smo pripravili in na vladi potrdili nov zakon o obrambi, nov zakon o službi Slovenski vojski, ki bo za pripadnike, tiste, ki imajo delovno razmerje za določen čas, pomenil, če bi zakonodaja že veljala, okoli 3000 evrov več letno. Mislim, da to ni zanemarljiv znesek, seveda bi si vsi želeli še bistveno več, ampak opozarjala sem tudi na to, kar sem v uvodu povedala, da je finančna situacija boljša, da imamo gospodarsko rast, ki pa je ljudje in vsi resorji še ne čutijo. In da postopoma se približujemo ciljem, ki smo jih dogovorili skupaj z zavezniki, tako v okviru NATO, kot seveda tudi v okviru Evropske unije.
me samo zanima, zdaj na generalštabu so rekli, da pač je po postopkih od leta 2016, ko so oni začeli s tem Krevalom in pripravami, da so pač prišli do faze evalvacije in da so pač zato šli v evalvacijo. Sprav, da niso oni nekaj sami sebe ocenjevali, ker pač imaš ti kriterije in standarde, po katerih se pač ocenjuješ. In da bi vsaka ocena, ki bi pač ne bila v skladu z kriteriji, bila pač laž. To prvo. Drugo pa v bistvu še, zdaj GDR je rekel na odboru za obrambo, da v bistvu bi mogli vojsko dati ven iz javne uprave, če bi hoteli imeti profesionalno vojsko. Pa da politika tega ni hotela slišati. Kdo je bila ta politika? Ste bili to vi? Najprej, kar se tiče samega programa ocenjevanja oziroma metode Kreval. Jaz nisem povedala tega, da bi morali karkoli po metodi spreminjati. Metoda je bila že večkrat implementirana v Slovenski vojski in enote so uspešno prestale certificiranje. Povedala sem, da glede na to, da je bilo naknadno dodana ena četa, za katero se je vedelo, da ni mogla biti integrirana v tako kratkem času in da se je vedelo, da je pravzaprav možnost, da se doseže in opravi uspešno preverjanje po metodi Kreval, ni cela minus 100%, se pravi nemogoče. In to je tisto, kar je pravzaprav tudi moj očitek in za kar želim dobiti odgovor od generalštaba Slovenske vojske, zakaj so se kljub temu, da so vedeli, kaj se bo preverjalo, da enota ni pripravljena, šli v preverjanje, ki bi ga lahko predstavili. Koliko četa vojakov se odločijo, ki je bilo vključenih? Zdaj, celotno število vojakov je okoli 800. Četa, ki je bila dodana, koliko je bilo to vojakov dodanih? To je bila celjska četa, zdaj natančnega števila ne vem. Ja, bomo sporočili. Drugo pa glede javne uprave in politike, ki naj bi to preprečila. Ko smo mi pripravljali in v parlamentu predstavljali izhodišča, na katerih naj temelji nov zakon o obrambi, glede na to, da smo vedeli, da v zakon o obrambi potrebujemo za sprejem dvotretjinsko večino prisotnih v parlamentu, smo šli obiskati vse politične skupine. In tam smo izpostavili to dilemo, pustiti Slovensko vojsko v javnem sektorju ali ne. Ocena večine je bila, da bi to, če bi Slovensko vojsko izvzeli iz javnega sektorja, pomenilo razpad javnega sektorja. Enako bi seveda potem zahtevala verjetno policija, enako bi zahtevale medicinske sestre, enako bi zahtevali pravosodni policisti, mogoče še kdo drug. Zagotovo pa so se vsi strinjali in to je tudi vsebina zakona o obrambi in zakona o Slovenski vojski, službi Slovenski vojski, da upoštevata specifičnosti tega poklica, kar do sedaj v bistvu ni v dovolj zadostni meri urejeno v sedanji zakonodaji, da bi se lahko vojska tudi na tem področju razvijala v smer prave profesionalne vojske. Jaz bi samo eno dilemo, ki ste jo deloma že v bistvu omenili, rad izpostavil, oziroma če lahko odgovorite na to. Zdaj, vojska je bila 4-krat negativno ocenjena strani predsednika države. Generalštab je dajal te ocene, to se pravi, gospod Osterman je pripravljal te ocene. Hkrati ste, v bistvu, če sem vas pravilno razumel, pa ste rekli, da je predsednik države kot vrhovni poveljnik nasprotoval njegove zamenjave. In v bistvu, če lahko samo to pojasnite, v bistvu, Tega nisem rekla. Najprej, res oceno pripravljenosti Slovenske vojske na splošno pripravlja in ocenjuje se sam generalštab. Generalštab ocenjuje Slovensko vojsko in to oceno predstavi ministru in tudi predsedniku države oziroma vrhovnemu poveljniku. In razgovor z predsednikom države, da mu podrobneje obrazložim celotno situacijo, imam sedaj, takoj ko končam to novinarsko konferenco. Samo še to ponižanje vojske, v bistvu je bilo že 4-krat v bistvu do zdaj na nek način. Čeprav smo, v bistvu, jaz osebno, vsaj sem bil, recimo, sem spremljal to delo vojske ob migrantski krizi in se mi zdi, da je profesionalno upravila svoje naloge. Delo, Zato v bistvu me preseneča, da se je ta zadeva toliko dolgo vlekla. Potrebno je ločiti
splošno oceno pripravljenosti Slovenske vojske od ocene posamezne enote, v tem primeru srednje bataljonske bojne skupine 72. brigade glede pripravljenosti po metodi Kreval. Vemo, da splošna ocena pripravljenosti, ker tam je, če je eno področje ocenjeno za negativno, komplet poročilo negativno in mi, preden ne bomo imeli izgrajenih primanjkljajev, ki bi jih morali v preteklosti že zgraditi, govorimo o srednji bataljonski bojni skupini, sedaj je rok premaknjen v prihodnost, ne bomo imeli boljšega poročila. Kar se tiče pa pripravljenosti enote po metodi Kreval, gre pa predvsem za načrtovanje, poveljevanje in izvedbe certificiranja po metodi NATO. Vemo, kaj nas bodo vpraševali in vemo, kaj moramo pokazati. In vedeli smo, da nismo bili dovolj pripravljeni. In zaradi tega bi lahko premaknili ocenjevanje na kakšen mesec ali dva kasneje. Še zadnje vprašanje, izvolite. Držijo namigovanja, da ste bili z gospodom Ostermanom že nekaj časa v zelo slabih odnosih? Velikokrat sem povedala, da se ne strinjam z njegovim načinom, ne bom uporabljala ali pa tudi tega, da je vojska pravzaprav politično usmerjena. Seveda vsak lahko izraža svojo narodno, resorsko, kakorkoli že zavest, ampak zagotovo vsi ti pritiski, vse to, da je v javnost prišlo vse prej, preden bi prišli k meni in poskušali v hiši rešiti, ni bilo prav. In tudi na takšen način, ko govorimo o tem, da se ljudje nočejo zaposliti v Slovenski vojski, pa kljub temu imamo primere zelo, zelo odličnih zgodb. Kaže na to, da smo vsi skupaj naredili precej slabo mnenje o Slovenski vojski. Tudi s tem, da nenehno govorimo samo o slabe in slabe stvari. In tudi na takšen način, kdo pa se bo želel zaposliti v hiši, ki pravzaprav ne dela po strokovnih standardih, ne dovolj, in kjer niso jasno določene karierne poti. To je bil moj največji očitek načelniku Ostermanu in to sem ponavljala pravzaprav ob vsakem praznovanju vsake enote v Slovenski vojski. Ena moja najresnejših zahtev, tudi pričakovanje vrhovnega poveljnika, je bila jasna določitev kariernih poti za vse pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, vendar odgovora glede tega še vedno nimam na mizi. In to je tisto, kar je pravzaprav poleg vsega ostalega, poleg tega, kar se je zdaj zgodilo, največji očitek. Hvala. Ministrica, hvala. Prosim.